Od začetka gradnje pa do danes so se na Darsu zamenjale 3 uprave. Ta uprava je našla skoraj nasedlo investicijo v mesecu novembra 2007, saj so dela takrat v glavnem zastala. Zavzeli smo stališče, da je najdražji predor tistim, ki naj služi svojemu namenu. Zavedajoč se problema dnevno izgubljenih ur ter vseh posledic čakanja na tej glavni popadnici Ljubljano s strani Gorenjske, smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da smo takrat poiskali kompromis, ki je pripeljal do končne izgradnje predora v najkrajšem možnem času. Tudi del stroke je takrat bil mnenja, da je končanje predora do začetka turistične sezone preambiciozen načrt. Ob triizmenskem delu izvajalca in nenehnem bdenju in kontaktiranju Darsa z izvajalcem in nadzorom smo vendarle uspeli investicijo pripeljati k koncu. Prav tako smo v mesecu marcu izpogajali in v okviru za Dars sprejemljivih cen podpisali pogodbo za izgradnjo obeh priključkov na Celovško, ki bodo končani predvidoma v naslednjem letu. Sicer pa želimo poudariti, da pa sama gradnja predora Šentvid, da je to primer gradnje, ki bi se odvijala lahko tudi drugače, boljše, in sicer kaže na to, da je izredno pomembno, da se projekti med samo gradnjo ne spreminjajo in da mora biti vse ključne odločitve sprejete že pred samo gradnjo. Saj bo le tako lahko le-ta potekala v okviru planiranih sredstev. Iz analize gradnje predora Šentvid se da tako veliko naučiti in verjamem, da izkušnje in znanje, ki jih bo dobila v tem kratkem času ta uprava, prav gotovo ne bodo zaman. Vrednost vseh gradbenih del za gradnjo predora Šentvid znaša 124,7 milijona evrov. Skupaj z elektrostrojno opremo predora pa kar 135,7 milijona evrov. Od teh vrednosti je upoštevana tudi vrednost izgradnje priključnih ramp in priključka na Celovški cesti. Rok izgradnje je jeseni 2009. Investicijska vrednost tega avtocestnega odseka, ki poleg gradbenih del vključuje tudi pripravo projektno-tehnične dokumentacije, odkupe zemljišč in objektov, naravovarstvene ukrepe, je po sedaj veljavnem investicijskem načrtu 243 milijonov evrov.